Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes sta z mano kar dva gosta. Ona je dolgoletna zaprisežena radika, ljubiteljica zgodnjega vstajanja, vsaj po poklicih sodeč, športnica, strastna bralka, žena, mama in še bi lahko naštevala. On pa je lepotec naslovnic, tudi športnik, maneken, nekdanji atlet, reprezentant slovenske bob ekipe, voditelj, oče in mož. Z mano sta voditeljski par Špela Močnik Paradiž in David Urankar. Živijo. Živijo. Toliko enih funkcij ima. Ampak res. A mi lahko, prosim, kolega odreže ta uvod, ki si ga bom jaz vsako jutro zaigral, zdaj, ko bom vstajal, ko sem bom gledal v špegu, pa rekel, danes je pa težko vstati, si bom to zavrtel zraven. Ne, za budilko bom. Ti bi si res v svoj si videl, da je na prvem mestu obraz naslovnice. Joj. To imam jaz vsi. Si več kot to. Pozabila sem še kandidat za fatalnega moškega. Ja. A ne, 2019. Ja, sem bil. Ampak nisi zmagal. Jan Pestenjak je bil v konkurenci. To je prav hitro. To pa nima šans. Če bi prej vedel, da jaz Jana neskončno spoštujem, ampak pol, ko smo se dobili tam na kar neki družen smo imeli, in ko smo se te fante dobili, pa tako malo, res je bilo luštno obdobje, tako kot en team building. In pol sem rekel, nač fante, dajmo kar malo zmanjšati naša pričakovanja. Ker klele med nami se točen ve, kdo bo dobil. Dobre izkušnje. Ja, tako da ampak lušten. Lepo. Vse bodo še priložnosti mogoče, ne? Ja, mislim, da v seniorskem pol se še izbira. Ja, sem jih hotela reči, oziroma že malo preveč sivih. Samo spet Janta, ne? Ja, mislim, da to je ta, vsak človek ima v generaciji koga, ki je res prevelika konkurenca, da bi sploh šel v boj. Ja, te pa žene, da si vedno boljši, ne? Jaz se že predajam, ampak veš, vsake časa pa pogledamo. Žaj Stenmarka, ne? Tako, ne? Recimo tako. V športnem žargonu. Mene ne zaboli me nič drugega kot to, da jaz pač res ne znam peta. Če bi znal vsaj eno kitico ali pa vsaj zaglumiti, da znam. No, k petju se bomo še vrnili. Ja, in tu imamo tudi obljubljene učne ure petja. K petju se bomo še vrnili. Ne bo nič pomagal. Ampak najprej bi vaju pa prosila, katere predmete sta mi prinesla. To je moj najljubši del daje. Prinesla ste vsak enega osebnega in skupnega. Tako da kar... Ja, s čim začneva? Z osebnim. Ja, lahko. Ja, jaz sem imela kar težave, ker pač moji zelo ljubi predmeti so pač razni športni pripomočki, od smuči do podvodne puške, do loparja, do rolerjev, do kolesa, tako da kanje vse prinesem. In pol sem pač ugrabila lopar, ker sem rano včeraj zvečer igrala tenis in bi bil najbolj pri roki, sem rekla, sej pač zgodba okoli rekvizitov. Ne, v bistvu ga še ni pospravila iz avtomobila. Ja, tudi to, ja. Ampak, je edina stvar, ki se je vozila na zadnjih zicih. Ampak pri meni katerikoli športni rekvizit bi prinesla, je pač tam pač meni šport je res tako zelo ljub del življenja, no, in mi zelo definira prosti čas, no. Ja, si tudi trenirala smučanje, ne? Tudi, ja. Tako da je ta ljubezen do športa očitno ostala še od takrat, no. Pa ne samo smučanje, se pravim, tudi tenis, podvodni ribolov in vse ostalo, no, kolesarjenje. Zdaj sem še odkrila tudi turno smučanje, tako da v bistvu mi zmanjka časa, no, za vse moje hobije. Kaj pa tvoj predmet? Drugače se moram na Špelo malo navezati, jaz sem pričakoval, da ti prinesla budilko. Zakaj? Kaj jo ne maram? Puno tvoja budilka, old schoola. Sem razmišljala o njej, ampak jo ne maram. Zato, ker sem imel že joke pripravljene na to, da v bistvu je tista ta stara budilka, veš, ti se navijaš, ker res, ker ne možeš, da se ne bi zbudil in bi rekel, ja, pač ta budilka je pač klasična Špela, ker je glasna in ko enkrat začne zvoniti, je zelo težko. Težko ugasniti. Ja, ugasniti. Ampak sem pa res pogruntil, da to, kar si že ti opazila, tudi prijetno danes, da Špela in točnost nista ravno stvari, ki se, če ne negiraš, ne pojavita v istem stavku. To sploh ni res. To sam ti toliko poudarjaš, to, da pol vsi mislijo, da je zamujam. Ali pa si kdaj zamudila na snemanje dobrega jutra? Ne, to pa ne. To pa nisem. Ne, nisem. Ne, enkrat samkrat sem pa zaspala. Ampak zelo zaspala, grozen, res, to je bilo pa res grozen. In kako si jo izvlekel iz tega? Ja, da sem ga klicala 15 čez 6, če lahko ob 7 v studiu.
In še dobro, ne, da moški imajo toliko malo maske, da on res ostal pri letu, ne, ni tako kame, ker ne, vse ne rabimo mečkan več minutaže v maski. I woke up like this. Ja, in me je potem, no ne, ampak okej, in me je res takrat rešil in sem rekla, joj, to sem pa res tvoja dužnica, ker to je pa grozen, tega te je najbolj strah, ne, da boš pač prespal. In jaz ne vem, kaj sem delala, sem ugašala budilko ali sem ti snus poklopila, ker ti še enkrat zvoni, ne. Kakorkoli, ne vem, v bistvu me je pol zbudil, kam je organizator klical še ne vem katerič, zakaj nisem v maski, ne. Pa jaz imam potih še telefon in me je v bistvu ura, ta športna, ki imam povezano s telefonom, brnela na omarci, pa me tako, joj, 15:06, kako boš zdaj to prišel do pravočasno ob 7 se podaje začne, no, takrat me je res rešil in to je bilo enkrat v 7 letih. Sam to je drugač fobija vseh ljudi, ki ustvarjajo jutranje programe, na radiju, na televiziji. Ravno včeraj smo igrali z Blažem Babičem, pa Radio 1, se že ustvarja del programa. In smo špilali basket zvečer in mi je pokazal njegovo budilko in on ima budilko ob 4, 4:05, 4:10, 4:15, 4:20, 4:05, tako. Ja. Sem rekel, wow, ok, pa on ima še eno budilko, ki je na backupu, vsaj od začetka, ne? Tako, ko začenjaš, ko preverjaš, ali me bo res to, kar je na telefonu zbudil. Ja, to te res pa kakšni imajo še uno old school, ne? Pa sta v resnici jutranja človeka, če bi zbirala. Ne. Kako jaz potem sem. zajadraš? Ne vem, jaz sem rekla, zakaj me je življenje namenilo tako pot, da sem v bistvu cel čas v teh jutranjih poklicih, a res težko ostanem. Mislim, jaz bi si želela biti jutranji človek. Jaz prav zavidam tem, ki zjutraj vstanejo in imajo sončni zahod na Šmarni gori, mislim vzhod, na Šmarni gori, ne. To mi je tako, wow, jaz bi tudi, ne, ampak ne morem se jaz spokati iz posle toliko zgodaj, da bi bila jaz na sončni vzhod, ne. Ti imaš v bistvu konc dneva sončni vzhod. Jaz grem rajš na zahod, jaz grem rajš na zahod, sem bolj nočna ptica. Ja, sem bolj nočna ptica, ampak ne vem, življenje mi je pa vedno pripeljalo take službe, že ko sem na radiju začela delati, so vsi moji prijatelji, starši so se rekli, ti na jutranjem programu, ne, pa se ne boš zmogla, ti ne boš ostala, ker sem se že pred 10 komi na faks spravila, ne, tako da so bili vsi presenečeni, da sem sploh sprejela, ampak sem rekla, ok, izziv, ne, bom eno leto, ne, pa bom, no, pa sem ustrajala. Ne, samo imaš pa neverjetno sposobnost, ne, ko Špela pride recimo v pisarno in se vidi, da je zaspana, ampak ko zajame zrak, ne, in zaštarta ta svoj govorni aparat, ne, pol je pa steče. Kada ne bi bilo nič, ne. Kada se ne bi Eno vprašanje sem imela na to temo. Kaj pa, če kdo odvaja na levo nogo ostane, pa da je res siten zjutraj? A kad se kamera preklop, mine ta sitnoba? Ne, vedno se zgodi, da je en mogoče mečkan bolj zaspan kot drug, ampak se pol drugega tako malo dvigujeva, ne? A ni, no, nisi opazil tega, da vedno je tako... Ne, pa tako se znava bockat mal, ne. Ampak tako na prijazen način, pa veva tudi, do kje lahko greš. Ja, da ta drug mu ne bo piskral, po domače rečeno. Ne, pa tudi noben od naju ni zamerljiv, ne, tako da tudi če se zbadava, pa se kdaj tako osebno, no ti kar se osebno zbadava, tako ne, se hecava, ampak noben ne zamer, zato ker veva, da sva oba taka, da bo drugega zbadala. Ne. Prej v bistvu, kakšni gledalci mogoče to narobe razumejo, pa potem pišejo, joj, Pogi David, ne, ko ga Špela zbada, ne, spet se spravila na njega. Pogi David. Ja, to pač on je vedno ljubljenček občinstva in potem ga gledalke ful zagovarja. Mislim, gledeš, pač gledalci se odločijo, koga imajo rajš. V redu je. Ampak še vedno nisi predstavil svojega predmeta. Ja, moj predmet pa, jaz pa gledal sem podcast z Juratom Košerjem, ki je on izpostavil uro in sem rekel, ura je pa tudi nekaj, kar mene zelo definirano. Tako, ne samo, da je del mojega priimka, ampak tudi to, da sem res rad točen, kar se da točen. Tako da ura ti narekuje življenje. Čas mi narekuje življenje. Sej to, ni to grozen. Jaz bi rada živela nekje, kjer sploh ne bi rabila na uro gledati. Sej tako živiš. Ne. Da ne gledaš na uro. Sam pol drugi trpimo zaradi tega. Ja, seveda. No, jaz sem pa rad točen in tudi me zmoti, če kdo, ko se kaj zmenimo, ni točen. Niki to delate. Kaj? A niki namika. Ja, nate, sorry, čisto ne, pa ti imaš uro v bistvu res tako kot modni dodatek. Ja, ne, koliko jih pa imaš v svoji zbirki? Jih imam neki. In večina je takšnih old school, nima nobene druge funkcije kot to, da kaže čas, pa mogoče kakšno, da tudi mer, se pravi funkcijo štoparca. Ni korakov, ni lokacij. Ja, ampak niti
baterij noter, se pravi, vse so avtomatiki, mehanske ure, to je nekaj, kar se človek v eni fazi življenja malo zaljubi v te stvari, pa malo začne brati v teh zadevah. To smo moški, ure, avtomobili. Alkohol. Sem mislila, da boš viski prinesel. Res? Ja, no, če si ljubitelj A tak viskija. alkoholik sem. Ne, veš kaj? Jaz sem rekla ljubitelj, nisem rekla alkoholik. Ne. Ja, to je razlika. Ne, nisem roko na srce, sem ljubitelj vseh alkoholnih derivatov. Ampak bi bilo tako malo, a veš, malo bi bilo nahartno, da prinesem pa zdaj Viski. da RTV-jevc prinese v podcast za najljubši predmet nekaj alkohola. Mogoče bi bilo res outstanding. Vse imam rad, ampak tako, po pameti, pa rajš kaj, pa ne bom rekel dražjega, ker ni nujno, da so kakšne specialne stvari, se da tudi ugodno, ne, za 2 evra na liter, ampak denarnici primerno se jih da dobiti, ampak tako izbrano, da res poskušaš izbrano, da pač svoje brbončice, ne pa zato, da se pač upijaš. No. To je... No ja, zato sem pa rekla ljubitelj. Ampak ne, dobro, ja. Da imaš rad dobro žlabno No, da se mi ne spreta tukaj, kaj pa tretji predmet. Tretji predmet, to je pa skupen, ja. skupni predmet. To sem pričakovala budilko, ne? Da bo skupna. Ja, ampak dobro, to zato, ker pač jo moramo imeti, ker moramo zjutraj vstati, ampak to sva pa To je pa ta druga budilka. Ja, to so pa oba ljubitelja dobre kave, ampak poudarek na dobre, ne? Je Zelo cenimo podoben dobro kot kavo. pri alkoholu, ne? Se pravi, ni vsaka kava... Tako da midva recimo na televiziji nikoli ne pijava kave iz avtomata, ne, ker pač ne, nama res ni se mi zdi res pokvar pol jutro. Gostom je ponudil. Ja, ampak ja, mava tudi odlične tele sodelavce rekviziterije, ki skuhajo nama turško kavo in vejo, da midva zjutraj zafunkcionirava šele, ko spijeva prvo turško kavo. No, in res se velikrat zgodi, da pride v studio, naj turška kava že čas čaka kuhana in to nama je tako obred, ne, da živijo, se pozdraviva, malo kavo pijeva, malo se zmeniva, kako pa kaj in potem se oddaja lahko začne. No. Tako prav en tako obred. Zdaj bo marsikateri coffee aficionado bo rekel, turška kava ni prava kava. Naj vas pomirim, turško kavo načeloma pijeva samo zjutraj. V studiu, ja. Takrat, da nam res drugače pa mava od French pressa, Chemexa, espresso mašine, kafetier, različnih, tako da doma se najdejo vsi možni pripravki za različne načine kav in to vsaj pri meni jaz to kombiniram tako Ampak mislim, da je obema v bistvu kava tako neko bret, ne samo zato, ni tako, da rečeva zdaj, da bom ruknila eno kavo, da se bom zbudila, ampak tako, meni je tudi doma, ne, izven dela mi je kava tako bret, si rada vzamem čas, ne vem, najljubše mi je recimo kava pa časopis, ne, zjutraj, to je to listati časopis, ne brati novice. Sobotna priloga, to je meni definicija dopusta, v soboto zjutraj po kruh. Ja, pa ne sam priloga, tudi vse ostalo. Ne, celo delo. Avtomobilski odsek, veš, ima v sobotnem delu. Jaz začnem, zadnja stran šport, pa pol pregled avtomobilov, siguren. Pol panorama, kaj že ob sobotah, ne, so ti poglobljeni članki. Križanka. Ja, to je A se kdaj najdete noter? Vseh 5 gesel. Ja, včasih. Vseh 5 gesel, ki jih poznam. A je res, da si slaven takrat, ko se najdeš v križanki? To vsak reče, ampak se mi zdi, da si že toliko ljudi najdel v križankah, da... Tako da ja, to je obred. Pa se ne vem, je dobro, da si slaven. Ne vem, vidva povejta. Pa to je v Sloveniji se mi zdi tako, kako bi rekla v slovenščini overrated, precenjen izraz se mi zdi slaven. Pri nas lahko, ne vem, se mi zdi dost... Pri nas si poznan. Tako bo, da te spoznajo, noben pa ni se mi zdi tako slaven na način, da bi imel, ne vem, za to težave, da ne bi mogel, ne vem, se gibati. No pa vaju kdaj govorijo. Ja, izkušnje kolega. Ne, jaz. Vaju prepoznajo, govorijo. Kako ste z oboževalci? Se hoče fotografirati mogoče? Da zato, ker delava tako v taki ljudem prijazni oddaji, no, mi radi rečemo, da res delamo oddajo za ljudi in da imamo zato, ker pač ne delava mogoče v informativnem uredništvu, imamo zato tudi dobre odzive ljudi, no. Jaz nisem imela nobenih slabih, no. Ne, jaz tudi ne. Da bi zdaj kdo, ne vem. In te ustavijo, kakšen selfie, včasih so bili podpisi, zdaj so bolj selfie. Zdaj se bolj slikajo. In povejo, kaj radi gledajo in koliko nas radi spremljajo in katere rubrike imajo radi in tako, no. Mislim, jaz imam res same dobre odzive načeloma od ljudi, no. S terena nikoli noben ni nas kaj napadel ali pa kaj ste pa to imeli, ker smo tudi taka
pač oddaja, no, tak tip oddaje se mi zdi. Pa vejo, da se kdaj tudi kaj pohecamo, pa tako, ne zamerijo gledalce. No, to je edin, kar sem že prej rekla, da so me gospe ustavile, čas sem še malo več na terenu snemala in pol je kakšna gospa prišla, rekla, joj, Špela, ne, vi ste tako fajn, vas tako rada gledam, ampak dajte, no, pustiti tega bozga Davida, no, toliko ga skozi smatrate, da sem tako, pa dobro, kam imajo te gospe s tem Davidom? Kaj ga morajo skozi braniti, ne? To sem večkrat slišala. To sem jih jaz nastavil. Ja, to sem večkrat slišala. A obratno se pa ne zgodi, da bi te rekel, da matraš Špelo. Ne, meni kvečemo rečejo, da jo bolj prvi. Sem fulsi. Pravi, ona si pa res veliko dovolj me dodajo. A ne? Dajte jo malo. Ja. Ne, meni se drugače ena smešna. Zadnjič se mi je zgodil, preden se trgovina zapre, sem šel po ta zadnje stvari še po shopping. Tako bi eno gospo, ki me je že tam od hladilnikov me je zumirala z vozičkom in prišla mi in prav. Dobro jutro. A veš, koliko dolg čas je pripravljeno. Dober večer, ampak dobra. Kdo pa je odkril vaju kot voditeljski par? No? Kdo je rekel, da imamo proba tole? A sta sama dala idejo? Kdo je bil? A je prav kot par? Da se mi zdi, da sva sama, v bistvu se spomnim, še enom obdobju bolj težila, da v bistvu se nam zdi, da dobro funkcionira. Prej smo bili v bistvu v oddaji bolj, a ne, solo voditelji. Jaz sem malo pozabil, kako vse skupaj poteka. Na začetku se spomnim, bom rekla res leta nazaj, no, mogoče tudi zelo malo po tistem mojem prihodu v Dobro jutro, je David že vodil oddajo v studiu, jaz sem bila pa bolj terenska, pa takrat je bila počasih Katja Tratnik. A je to takrat, ko si ti na novo prišla? Pa sem jaz, takrat, ko sem se vam šele pridružila in potem smo delali eno nagradno igro Zbudi se Slovenija, ki je bila takrat tudi ful popularna, smo v bistvu delali mi trije skupaj in smo imeli tudi en del v studiu. In sva se mi dva velikrat pač kaj pohecala, a veš, pa imela pač neke skupne pogovore in tako. In potem sva v bistvu ta popularna kocka je združila. Da v bistvu sva skozi pol začela težiti, da je pač format Oddaj Dobro jutro za voditeljski par, da je bolj zabavno, da se mi dva kaj tako. In tudi v enem obdobju sva bila v bistvu edini voditeljski par, ker sva pač težila s tem, da si želiva skupaj delati, ker čutva, da imava isto energijo in da rada skupaj delava. Nekaj tudi roko na srce, 3 ure gledati. Sam, mislim, že jaz sebe težko 3 ure gledam, kaj šele gledalec. Pa moramo vedeti, da se imamo zelo dobro razpršene voditelje oddaje Dobro jutro. Se pravi, vsak ponudi nekaj drugega. Ampak meni se res zdi tako, ta dinamika, ki jo imaš, če predpostavki, če lahko, pa če dobiš nekoga, s kom se res ujameš, je v voditeljskem paru res drugačno. Je format oddaje takšen, da postoji. Ker pol je recimo, pol ni vprašanje odgovor, ko imaš gosta, pol je kar nekaj debata. Zato, ker jaz tebe lahko nekaj vprašam, Špela pa že pod vprašanje preštimuje vmesne. In tukaj se res dobro dopolnjujeva, ker jaz recimo nekaj vprašam, pa imam že naprej zamišljen vse pogovor, kako bom vodila in potem velikrat David presenec, kakšno stvari, ko pa njemu se utrne med pogovorom. In v bistvu zato dinamika vseh pogovorov in sodelovanj v oddaji se mi zdi drugačna, boljša. In tudi ti kot voditelj se mi zdi lahko daš več, ker imaš zraven so voditelja in tudi če si kdaj malo zaspan, te on dvigne in obratno in tako, ne vem, ta dinamika v studiu je čisto drugačna. Jaz, kadar sem sama vodila, kakšne druge dneve, mi je bilo veliko bolj dolg čas, sem se navadila na to, da imava tako malo. Ali pa da se med oglasi kaj pogovarjava, ali pa ne vem, se kaj pohecava, pa prideva takoj nazaj v eter nasmejana, tako čisto drugače. Ta energija, jo lahko vzdržuješ na veliko višji ravni, kot če si sam voditelj. Zato, ker moraš toliko enih stvari sam kontrolirati. Tle pa veš, da imaš še nekoga, ki bo rekel, pazi, zdaj imamo pa napovednika ali pa kaj podobnega. In s tem ne bi rekel, da se šlepaš, čeprav malo odgovornosti pade dol z tvojih ramen, ampak si veliko bolj sproščen. Dobiš to sproščenost. Pač pa vsi vemo, da kdaj vstaneš pa na levo nogo, to, kar si prej vprašala, ampak te potem ta drug te dvigne v smislu, pa kaj stok zaspano, dajmo, zdaj tako in pol, hočeš, se moraš, če si sam, te noben ne bo dvignil, pač te pustijo, da si tam pač malo zaspan, Sicer prej sta rekla, da res niste zamerljive sorte, ampak se spomnite kdaj, da sta pa tako bila, zakaj moram zdaj z njemu voditi. Sta se kdaj sprla? No, to so pa se, in tu glede česa, glede petja. Glede petja. Takrat sva se zelo zapela, tako sva se sporekla, ampak sva tudi takoj po oddaji sva prišla gor, urednico poklicala, gremo v eno sobo, ona je bila, kaj zdaj narobe, kaj videla, da sva čisto zgleda spičena in potem sva si v eni sobi vse povedala, ampak na koncu sva se že objela, čez 10 minut sva se objela, ampak rabila sva pač vsak dati ven to, kar sva si želela povedati. On je eno situacijo videl drugač, jaz drugač.
In smo potem dali v bistvu vse na mizo in smo videla, da vse je ok. Sva si povedala, so bila in smo šla vsak svojo smer. Ne? Pa sej to so Tako. klasični odnosi. Ja, ne. to se mi zdi normalno, Recimo tako v osebnem doma kot v službi, pač ja, ok, ne greš v neke detajle, ampak če si pa poveš, pa če si iskren, pa če probaš rešiti stvari, pa ne pustiš, da zdaj bo pa kar to plaval, pa mogoče se bo pozabil pa to, ampak da res komuniciraš, to nama gre dobro, je cool, no, je pol v redu. Zdaj omenjala ste neko petje, ne vem, ali so bile to tiste karaoke. Ja, ne, nekaj smo mogla pet v oddaji. Da ste šla res iz cone v dom. Zelo, ja. In tam se mi zdi, da nekaj ni pasal. Ne, jaz res ne znam pet. Ja, in pol je bo tako, ga je skrbel, kako bo izpadala javna podoba, pa to, ne. Ne, jaz priznam, da ne znam pet, ampak mislim, jaz sem tudi gledal na gledanost. Mislim, resna televizija. Ampak to ponovadi dvigne gledanost. Ja. Ne, jaz sem rekel, če bojo ljudje mene slišali pet, konc je s prispevkom. Ja. Ne, mislim, eni se pritožujejo, da če bi ga dvignili za 1 evro, ne, da sem teh 12, to je absolutno preveč, če bo Rankar pel. Ja, moram povedati, zelo ogledan posnetek na YouTubeu je ta vaj. A res? Oj, to še malo obstaja. Že potrebuješ nekaj komentirov, tako je bilo. A res? Ti si pela Helena Blagnaj. Moj mornar, kaj sem imel. Ti si Zanzibar. Ti si pa Čuke, točno. Zelo zabavno. Kolikokrat vaju ta vodenje meče iz cone udobja? No? So bile kakšne take situacije? Mogoče vsakič, ko greva na teren. Zdaj se trudimo večkrat oddajo tudi preseliti, se pravi celo oddajo, ne samo, da pač mi v svoj studiu, recimo Ljubica je na terenu ali pa Monika, kakorkoli, ampak da smo zdaj že parkrat preselili celo oddajo na teren. Začela smo mogoče malo brez tem, takrat, ko smo šla na Krvavc in so bile pač res zimske razmere in tam sva lavala po smučišču gor dol, čakala, da se sedežnica odpre, potem ratra, tako, oni so čez minuto sta noter, pa mi dva, čaki, nima še sogovornika v pancerjih, tako oblečena, ti se je bilo res dobro, ne. Ker teren te v bistvu porine iz cone obdobja, ker tam je veliko nepredvidenih situacij. Ti lahko vse dobro pripraviš, vse zmenaš, vse, ampak na terenu grejo stvari včasih svojo pot. No? In tam je pač zelo pomemben, gost nekam od koraka, pa ne veš, kje je. Koliko si odziven, koliko se znajdeš in koliko si ne nazadnje v tej iznajdljivosti kompatibilen s voditeljem. Ne? In tako, mi smo ugotovili, zdaj že parkrat smo imeli oddaje na terenu, no? Da v bistvu tudi tam super funkcionirava, da pač bo zimprovizirala, če bo treba. Ne? Kdo pa je boljši v tej improvizaciji? Kdo večkrat rešuje koga? Pa ne vem, mislim, da zelo enakovredno. Ja, mislim, da smo ja. Tudi, ko smo nazadnje preselili oddajo na Otočec in sva igrala golf pa tenis, ne, in pač David res dobro igra golf, jaz pa pač ne, veliko igra golf, jaz pa ne, in tam sem se veš tukaj prepustila, ne, tako da mi zdaj malo povej, kjer palco primam, kako ne udaram tako, ne, tam je on pol mene malo rešval, da res nisem izpadla čist trapa, ne. Kombinirava, pol na tenisu, ko ga pa oba igrava, to sva pa šla že na zobe, ne, to pa noben ne bi izgubil, ne. Bi pa že sodnika potrebovala. Ja, tako da v bistvu so tam na terenu je bilo, sploh pri teh športih, ne, tu nikoli ne veš, kako bo to izpadlo, ne. Ne moreš ti to scenarija čisto vse naprej predvideti, pa tudi to ni najnačin, se mi zdi, no. Mi dva ne marava, da je vse v piko predviden. V bistvu smo oba, se mi zdi, rada, tako da malo kdaj improviziramo. Recimo, kot zanimivo, zelo malo delava s trotelbomnom, ne. Se pravi, tega teksta, ki je napisan, je večinoma sam gost, pa ob kateri uri je rubrika, to je pa to. Zato, ker imava rada, se pripravlja na teme, imava istočnice, pač, ampak to je vse del, ki ga narediva pred samo oddajo. Polka pa ti štartaš z oddajo, je pa, tako kot je Špela prej rekla, se pravi, če se ti eno vprašanje porodi v enem segmentu, ga daš ven, ne greš po spisku vprašanj, pa se pol vračaš na neke teme. In tudi napovedi kakšnih rubrik včasih tudi črpava tako osebno, ne? Ker recimo neko stvar, ki mava se te kdaj zgodila in potem začneva midva nek dvogovor v smislu, veš, kaj se mi je pa zadnjič zgodilo, ne? In iz te zgodbe napeljeva na zgodbo in se nama zdi to veliko bolj osebno. In tudi gledalec to bolj kakor če imaš sam klasično napoved, ne vem, zdaj si bom zmislil o brokoliju, ne vem, 2 vrstici informacij, kaj brokoli je, ali pa rečeš, kako pa tvoj brokoli dela na vrtu. Ja. Pa rečeš, tudi ker na 2 je možno. Ja, vse to. In je pol to, In to je pol tukaj ta dinamika pride do izraza, ne?
če si sam. Kako je pa s temi klici v živo, to me je vedno zanimalo. To je najboljši. To je moj najljubši del. Tako nepričakovano, moje še mi gledalci smo tako, kaj bo zdaj povedal. Včasih smo imeli še bolj odprte linije. Če so sporne teme, se mi zdi, da je tako. Mogoče je bilo včasih, ko smo imeli telefon odprte, pri časopisih je bilo teh To je bilo meni najboljše. nepredvidenih klicev veliko. Je pa res, da mi dva načeloma smo imeli kar dobre izkušnje. Ni bilo, jaz sem imela enkrat ali dvakrat mogoče koga, kaj je res preveč odrihu, pa potem ljudje preklinjajo, pa tako pa jih moraš spomniti, da so na nacionalni televiziji. Jaz sem večkrat rada rekla, da mi spoštujemo gledalce in prosim, da tudi vi spoštujete nas. Ne? Se pravi, če se mi spoštljivo do vas obnašamo in vam damo čas in prostor, da poveste svoje mnenje, potem tudi vi bodite spoštljivi do nas in ne preklinjate kar čez RTV in kar čez vse. Ne? Se mi ne zdi pač to primerno. Ampak ne vem, načeloma so bili več ali manj dosti v redu. No. Mi imamo še zdaj telefonske klice po enih rubrikah, ker se nama zdi, da so recimo, ne vem, pravne nasveti, to je res taka stvar, ki ljudje ne morejo kar poklicati pa vprašati tega odvetnika. Ne, pa mi smo servis. Ne. Mi pač še vedno naloga televizija je pač biti javni servis. Se pravi, da gledalcem ponudimo, kar se da veliko, ene stvari lahko sami pokrijemo. Kakšno vprašanje preš telefonske linije, pa dobiš nekoga iz prve roke, ki ga zanima, ne vem, kako se deduje neka nepremičnina ali pa kako ne zdaj sestav poroko ali pa podobne stvari. Ne. In dejansko vidimo, kako hvaležni so gledalci, da lahko ta vprašanja postavijo. Ne. Ker velikrat mislim, tudi jaz osebno kot odvetniku me je vsakič strah iti, ne vem, koliko 100 evrskih bankovcev bom tam pustil. Za eno mnenje, eno vprašanje. Ne, je bilo pa bolj pestro pri teh dnevnih temah, pri časopisih, ne, ampak spet zato, ker mi drugače nismo politično oddaje. Medtem ko v časopisih so pa pač bili tudi naslovi v politiki in tam so si potem lahko ljudje dali duška in pokomentirali še, ne vem, vse ostale naše informativne oddaje, ne. In ti se pa bilo mogoče urednica v režiji še malo bolj stiskala, kaj nas je časno malo zabava, ne, kaj vse si ljudje pač to volijo povedati, ne. So prefrigani, ne, so povedali, da bojo neki drugega komentirali, ki so pa prišli noter v je bilo pa čist neki pelga, večkrat, tako da tiste je bilo kar pestro obdobje, tako da so pol to komentiranje dnevnih časopisov zaključili. Tisti moraš znati reagirati, ne, pač če vidiš, da nekdo preklinja, ga pač po domače rečeno poklopiš, tudi mi smo bili zmenjeni z režijo, da ko rečeš dvakrat zapored hvala lepa, se klic prekine, če je nekdo želil, pa ne preneha s tem žaljenjem. Jaz drugače načeloma pa jaz nimam problemov, da nekdo pokliče pa pove svoje mnenje. Če ga pove na spoštljiv način, ko je špela. Kaj pa mogoče kakšen najbolj zabaven trenutek, če se vama zdaj tako utrne? Zabaven, čeprav takrat ni bil, je bil potres. Zdaj za nazaj. Ampak takrat sva pa snemala, včasih recimo, če pride oddaja tako na praznik ali pa med prazniki, posnamemo naprej, ker je zelo težko dobiti gosta. Ne? In takrat se spomnim, sva snemala, mislim, da eno oddajo za 30. ali 31. december, ker je bilo težko 31. dobiti to gosto. In smo imeli ravno en glasbeni nastop. Žan Serčič pa Eva Boto. Točno, ona dva sta bila. In takrat je bil ta v Ljubljani rahel potres in to gor, ne, na stropu so same luči. Ne? In to se vse začeli tresti. Mi smo pač studio je kot bunkara, to je vse armiran beton. Se pravi, mi ne dobimo nobenega zvoka od zunaj. In to je začel delati tako približen, kot če bi toča padala na streho. Se pravi, da si ti doma, ne vem, nekje v mansardi ali pa nekje v hiši in slišiš na nadstreša, kako to pada. Neki pokat je začel. Pokat in potem so se gledali. In počakaj, ene urje. In tako ne, potres. Gor luči. Gledava in se vse trese in potem se tako gledava. In nad nama se tako luči majejo. Nisem ne luči, reflektor. Se tako majajo. Mislim, so bila kar tiste kokoške pod lučmi spod na kavču, sva se gledala, pogledava Žana pa Evo, ono dva kar pojeta. Ok, pa dajmo pa naprej snemimo. Moraš laufati pod oboka, kako je pod mizo. Nič, mi smo stopila, mi dva sva se malo pogledala in smo snemali dalje. Mislim, to je bilo. Ne, jaz sem si mislil, se je šlo hiter mem, ampak je bilo kar noro. Če je to zdaj to, pa da po koncu imamo vsaj srečo, da se snema. Ker to Če si pa res predan svojemu. To je tako umret na bojišču. Dobila bi fantka s piščaljo svojega. V rimskih časih so si vsi želeli umret na bojišču. Pa še en tak dogodek je bil, če se spomniš, mi dva vedno začneva, zdaj sicer Monika Tavčar prevzela to rubriko v središču, vedno smo imeli neko temo dneva, tedna, ki je bila v bistvu prva rubrika, ki je štartala 10 čez 7. In nam organizator pove,
midva že štartava oddajo, vmes že napovednik in 5-7 on prije povedati, gostje ni. Pa midva, kako gostje ni, ura je 5-7 čez 5 minut in to je rubrika, ki je dolga 10 minut, ne. In ker v režiji niso tako hitro najdeli neke nadomestne rubrike, je bila ura 10-7 in je rekel režiser, no nekaj govorita. Je to neki 15 minut. Ok, kaj vam je zdaj nekaj 10 minut govorila? Mislim, 2-3 minute že, ne? Pač ne vem, se pogovarjaš, kakšne stvari, ki se nama pač utrnejo, se to mi dva hitro napleta, ampak 10 minut, ne? In pa sva ne vem, kako... Pa Špela povedala eno kratko 30-minutno anekdoto o sebi, pa je čas. Ne, pa sva odprla telefone, pa sva malo ljudi povabila, da so nam malo poklicali, malo povedali, kako poteka njihovo jutro. Ne vem, v bistvu sva res improvizirala. No, ker... To ljudje velikrat ne vejo, ne, da se zgodi, pa jaz mislim, da lahko rečemo poprečju enkrat na teden, da pač enega gosta ni. Ni, ja. Ali se zatakne v gneči, ali zboli, ali zameša datum, ali ne pride ob 7 zjutraj, ampak pride ob 7 zvečer. Ja, pač to se že zgodi. Nekaj od načtetega. Pač tudi v Mariboru nas je že čakal na regionalnem centru. Tisti termin, ki je bil namenjen njemu, ne, to je bila pač živa oddaja, živ termin je treba nekako zapolniti. Ne. Ti lahko prejšnjega gosta, če imaš to srečo, da dosti malo zveš, malo podaljšaš, pa pol naslednjega malo zamakneš, ampak lovimo pa še vedno poročila, ki so pa ob 8 uri, 9, 10. To pa mora biti točno. To pa mora biti. Mi imamo veliko prostora, ampak še vedno moramo se pa držati enih omejitev. A ja, še nekaj smešnega. V eni fazi smo napovedovali poročila z imeni voditeljev. Ja, točno. In ene parkrat je noter v bobnu ostal pač stara napoved, ne? Starega voditelja in pa sem jaz ne vem napovedal. Jana Novaka? Ja, mislim, da lih kontra je bilo, da sem napovedal, ne vem, Barbaro, pa tako Jan Novak, pozdravljeni. Ni bil najbolj zadovoljen, ja. Ko sem pa prvič to naredil, sem šel gor, pa sem ga častil kavo, pa sem rekel, sorry. In ko se pa te drugič naredil, pa nisem več na kavo kodil v našo kafetero, ne bo. Pa smo nekaj s tem napovedovanjem, voditeljev. Ja, verjetno tehle anekdot kar veliko, ne se napravlja. Koliko let pa skupaj vodita? Pa zdaj pa že ne 3, ne? A sam? A ni, a več, 4? Po mojem. A ja, že ne 4, 4-5. 5? Ja. Hitro mine. 4-5, ja, sploh našteva, ne? Pač nama res to tako hitro mine časno. Ta en tak službena zakonca. Kako pa tako v privatnem življenju? Ja, v bistvu smo se tekom oddaje zelo spoprijateljili. No. Se družite tudi? Ja, jaz recimo vedno pravim, da sicer služba je služba, družba je družba. Ne. Tako imam zelo super sodelavce, rada jih imam, res smo taka zelo fajna ekipa, ampak vseeno pač se mi zdi, to so sodelavci. No. Medtem, ko z Davidom smo se pa res spoprijatelili. No. Tako da to mi je fajn, da ti tudi včasih, ne vem, kakšna služba na pot pripelje nekoga, ki si ne bi mislil, da se boš poprijateljil, tako da je bil tudi na moji poroki in ne vem, na moji 40-ki in tako, no, tudi zasebno. Jaz se ne vabam nikamor. Ja, sem opazila. Ampak hvala, rad pa pridem. Vedno se fajtava, zato ker pač jaz povabim na večerjo ob 4, 4, pol 5, 6 je že pozen. Ja. Špela pa je kaj ob 8 je večerja, pa kako ob 8, jaz ob 10 spim, jaz ne moram ob 8 jesti. Ja, tako da ja, v tem najnem, kako bi rekla, prijateljskem razmerju je on bolj umerjen, jaz sem pa bolj žurerka. Daj pa hodite spat? Prepozno. Ja, ne, jaz res probam, da v bistvu oba zajdo greva okrog 10 se začneva odpravljati. No, se pravi, 10, pol 11. Tam do 11 je že res maksimum. No. Jaz bi si želela, da bi imela malo njegove discipline in sem tudi mojemu možu že večkrat rekla, joj, dej, danes greva pa res o pol 11, pa bova brala knjige ali pa karkoli, ne, ampak jaz nekaj ura polnoč, pa je še vedno nisem v posli, tako da se moram prav ščipati, joj, Špela 5 spat, ne, jaz sem res pač tako nočni tip, meni se zvečer še toliko dogaja, pa tudi če sem pa odzunaj, pa sploh me je težko domov spraviti, tako da, ja, se moram kar malo prisiliti. Zdaj sem menila, da bi si želela malo njegove discipline. Kaj pa je tista lastnost, ki jo res cenite drug pri drugem? Da ne bomo samo šaljivi. Kaj pa tisto, kar res cenite? Jaz mislim, ali lahko jaz začnem? No, pa dej. Pri Špeli res cenim odkritost. To, da sicer se je mož malo navaditi, zato ker tudi kdaj po oddaji, ko ona preleti, pa če kdo karkoli reče malo narobe, jih bo slišal, ne? In to bo šlo tako ven, Tako, kot čutim, ja. Ja, ne vem,
tanker, ki odpre zalogo za gorivo. To je pol povsod ta nafta. Ampak pove pa in pač to je meni všeč pri ljudeh. No. Zato, ker pač v tem medijskem svetu pa nasplošno, no, se mi zdi, da smo postali v eni fazi tako neki ultrakorektni, pa sam si svoje mislimo, okay, pa gremo naprej. Ja. Ampak jaz mislim, da več takšnih, no, ki pač povejo svoje mnenje, sej pač čisto na lep način, ampak s tem svojim ognjem, ne, ki ga tudi sicer poznamo pri špilju. Z ovnovskim temperamentom. Ne, s tem temperamentom in pol to odprem, pol jaz rečem, urednici velikrat rečem, Daša živijo, in velikrat rečem, Daša, lahko počakaš, da gremo najprej nekaj pojest, pa pola, veš, to plasira. Vem, takoj podaj in pol mentu. Ampak sproti pa razčiščujete. Ja, to pa ja. Kaj pa ti ceniš pri Davi? Jaz pa pri njemu cenim zanesljivost, no. Meni je pa zelo všeč, če vem, da lahko na prijatelja računam, no. In se mi zdi, da če bi rabila, če bi Davida poklicala, da bi lahko računala na njega. No. Ni veliko priložnosti, da bi rekla, da res te rabim, ne vem, za nekaj, ali pa za kontakt, ali pa za, ne vem, da nekam prideš ali karkoli, no, ampak ta občutek, no, zanesljivosti, da se mi zdi, da David je, kolikor je vpet v različne, ne vem, kako bi rekla, posle in blazno veliko različnih stvari dela. Ja, ne vem, skusmaš nekaj, ki nimaš časa, ne, pa telefona nikoli ne dvigneš, pa tako pustimo, ampak vsem se mi zdi, da ga pa rabaš, da je pa zanesljiv. Ful je zanesljiv, sam telefona ne dviguje. Ja, tako, ampak tudi, ko se kaj zmenva, ne. V roku 2 dni te vedno nazaj. Ja, če se kaj zmenva, načeloma to pri njemu drži, no. Tako, ta zanesljivost, pa tudi to, da je točen, pa tako pa me s tem pol spodbuja, da sem jaz boljša. To ti sam bolj priznam, vam gol več. No, nam je pa počasi čas potekal. Imam pa za konec pripravljene 3 naslove, ki nekako napovejo prihodnost, ali pa jaz ugibam, kaj bi se lahko z mojimi gosti zgodilo v prihodnje, pa pokomentiramo, če bomo lahko kdaj to brali o vama. Lahko čisto rečete, mogoče. Ja, recimo tako. Okay. Torej, prvi naslov je takole. David in Špela se selite na komercialno televizijo, vodila bosta znani šov. So vaju kaj vabili že, bi šla, bi sprejela kakšen šov, to me zanima, čisto na hitro. A to je Branko sprašuje. Branko, ne vem, če ima še... Zmorala biti politično korektna, odgovorila ne, se so bila povabila, ampak jaz imam izkušnjo z reality šovi, recimo, pa nimam nobene, bom rekla, želje pro reality šovo, no, zdaj kakšni drugi šovi, pa pri nas jih je pa bolj malo, ne. So, ampak jih je žal bolj malo. Kaj pa, če ne bi vodila, če bi vaju povabili, ne vem, 5 verjetno, ne, to smo že to ne. Plesat. Plesat, 5. Kuhat. Veš kaj, midva, po moje nama ta vodenje bolj ustreza. Ja, tukaj se mi zdi stvari jaz ne vem, edino mogoče v kmetijo bi šel. Ja, moj ata pa mama sta imela kmetijo. Ne bi šel. Ja, okej. Tako, jaz tega dela ne vem. Ata pa mama sta imela kmetijo, tako da bi se po moje... Ne, pa se sem tudi na kmetiji pomagala. Z babico pa zdaj, ko sem hodila na eno kmetijo, vse sem delala, ne, sam ne bi se... Torej, mogoče kmetija slavnih. Ja, ne, to se jaz več ne vidim. Jaz mislim, ampak to je tako zelo iskreno. V reality show mislim, da ne. Zdaj, kar se vodenja tiče, to je že nekaj drugega. Mogoče kakšen žirant ali pa kaj tacga. To še, ampak ne vem, mogoče pa, kaj pa vem, nekoč v enem trenutku kakšna večerna oddaja. Tako, a veš, koliko je bilo včasih nedeljskih 60? Ja. A veš pa, da s Špelo in Davidom, malo glasbe, publika v živo. Smo ponavadi tako starejši voditelji, ne? Ti se že starega počutiš. Ne, se to gledamo v daljno prihodnost. Jaz imam še 5 let, pa penzija. Ja, a veš, tako Rudi Karel bolj umerjeno pa to. Rudi Karel si ti najdu. Malo glasbe. Jaz samo visok letnice postala, če nisem ga pa je bolj Jay Leno, kaj glasen, pa akcija, pa se dogaja. Kakšna nagradna igra. Bravo, Jay Leno. Band v studiu. Ja. Špela Močnik. A damo tako vprašaj, mogoče. Ne, kar klicaj. Ok, klicaj. A ja, ne. Ok, drugi naslov. Damaš ti pogodbo. Ja, ne vem, a si gledaš datume? Vedno. Jaz ne.
Zdaj imamo drugi naslov. Dobro jutro, kot ga še niste videli, Špela in David sta se javila z nepričakovane lokacije. To smo že prej govorili. Če ne bi bilo omejitve finančne, tako, od kje bi se javila? Ne, to moram pa zdaj pohvaliti kolega Špelo pa Jana, ki sta naredila par tednov nazaj. 14 dni nazaj. Iz Triglava. Sem gledala. Wow. Klope iz Triglava. To ni bilo posneto naprej. To je bilo že narejeno, ampak prav vklop. In jaz še vedno nisem researcha naredil, koliko, evropskim svetovnim televizijam je uspel imeti live program iz tako visok. In kako je bilo? Odlično, mislim, malo je bilo tudi, bom rekla, ta timing, ker smo plezala gor, je bilo blazno veliko ljudi, čeprav je bil to tork. In mi da so pa vedela, da morava pač priti gor, 10 do 10, 15 do 10, da se javimo v živo v oddajo. In potem smo naletela na gručo enih zelo počasnih britanskih turistov, ki so zelo počas plezali gor. In nama se je res mudili. In tako, nama zdaj zamudila, mislim, kle plezamo in vas zamudila v klop. Ja, in pol so imeli nekega slovenskega vodiča in so rekla, sploh nekako prehtiva, kar je tam itak sicer težko, pač še v skopa plezaš, pa se zale držiš, ne možeš glih kar sam mim hoditi. Tako da so ene parkrat... To je bilo unih 7 Britancev, ko so jih pol reševali. Ne, so res mogla 2-krat, 3-krat prositi, če nam lahko spustijo, ker se je pač nama mudil gora, bila je blazna gneča na poti gor. Tako da to je bilo malo ta timing. So se rekla, zdaj kle v hribe hodim skozi na uro, gledam še kleme ura prgana, pa to je noro, ne. Tako da ne, zabavno, in pol na vrhu res tudi veliko ljudi in sem hitro najdla ene sogovornike, da so malo prikazali, kako se pač, kako v bistvu krstijo nekoga, ki pride prvič, ne. Tako da simpatično, ampak vedno je pač na terenu, se pravim, vedno je malo tiste nervoze, a dela, ne dela, pol meni slušalka je delala, so malce ni delala, ne, tako, rekel, dobro, gledam, da ti slišiš, ne, tako, mislim, pol speleš, ne, ampak vedno je tehnično logre kaj po svoje, Drugač pa, da bi pa midva šla, recimo, pa kaj smo ful želja, ki bi midva delala vse v živo. Kje bi se javljala v živo? Meni je ful všeč ta avstrijski sistem, ki ima tovornjak, z eno stranico, ki je steklena in pol v bistvu je tako studio noter in pol lahko kamorkoli postaviš. Jaz bi se postavil, v Izolo na pomol. Saj ni treba iti na Sejšele. Pa da smo na avionu, čez oceanskem letu in da z aviona delamo recimo vdajo. Ali pa skačeš bungee s padalom. Ja, ali pa na balonu, ne. A veš, tako, mislim, tak je mal... Ne, na balonu pa ne. A te strah višine? Dalje. Gremo. Pa ne. Ok, torej idej je veliko, čakamo na izvedbe. Dobar. Idej je veliko denarja pa ima. Še tretji naslov. Poslavlja se znan televizijski par, odhajata vsak svojo pot. Vem, da v tem verjetno ne razmišljata ali pač, kaj bi počela, če bi zdaj jutri odšla z dobrega jutra. Imata kakšne cilje? Pa ne vem, jaz mislim, da vsak od naju bi se znajdel v življenju in da ima vsak dosti talentov, da bi se nekako, ampak do zdaj ne vem, noben od naju ni tako bil na tem, da bi rekel, zdaj pa jaz grem ali pa kaj, Ma ti vsak ti ne rečeš. A res? Jaz lahko, drugega delam, zdaj pa dosti. To je, da mi stopaš na žulja. Zdaj pa. Zato, da ne jemlješ tega samo po sebi umevno. Veš, ti se moraš za vdajo in za kemijo v vdaji truditi. Tako to gre. Tako da ne, po mojem bi se čisto dobro znašla, ampak zaenkrat ne razmišljate o tem. Noben od naju, mislim, ni imel kakšne take hujše krize, so bili kakšni prebliski ali pa kakšna povabila, pa malo pomisliš, ampak ne vem, zaenkrat v tem, kar delava, uživava. Jaz mislim, da dokler uživaš v tem, kar delaš, in jaz vsako sredo, ko smo mi da skupino daj, res rada pridem, tudi če mi je še toliko težko vstati, se veselim, da pridem v studio in ko pridem v studio, kar uživim. In dokler se tako počutim, Ne, meni je tudi lušten. Tako res pač prav, mogoče tudi ta poletna pauza pomaga, ker res pač dolg časa se ne vidiš, pa nisi v studiu in pol res, meni toliko hitro mi čas mine, meni te 3 ure res, kaj bi mignil. Tako, res je najboljši job na svetu. Tako da... Nikoli pa ne veš, kaj bo prihodnje, ampak ne vem, če bojo drugi znali prepoznati najno kemijo, pol bo lahko še dolg časa skupaj delala. Mislim, najbolj pomembni so gledalci na koncu. Tudi to. Dokler pač te gledalec vzame za svojega, dokler si ti pred kamero, kar se da pristan. Tako, jaz mislim, da veš, tudi vse je bilo že ogromno enih voditeljskih parov, tudi ženskih, moških, mešanih, ki pač niso klikali pred kamero. In to se je opazil,
sej daš na začetku čas, ne vem, 1 sezono, 2, ampak pol v eni fazi pa gledalci vidijo in prepoznajo, to se pozna na rejtingih na koncu. In pač ja, ene stvari ne moreš vleči v nedogled. Meni je dal moj mentor, ki sem prišel na TV, en ful dober nasvet, pa je rekel, in to imam vedno tako nekako v zadnji, je rekel, televizija je ful zahrbten medij. Tok hiter, kad te naredi, poznanga, te tudi izplune. Je rekel, kaj misliš, kad ti 2 meseca ne boš vodil vdajo, a se bo kdo še spomnil tebe. Tako, pa se ti sama veš tudi iz tega medijskega bazena ljudi, ki so poznani, koliko ljudi skozi leta se je že naredil skozi neke reality, tudi so bliže voditelji, so imeli svojo oddajo, pa pol kar naenkrat vse na nek način ali zvodeni, ali pa jih pelejo na naslednje levo. Ampak fajn je, če nisi obremenjen s tem, kaj bo, kar pač ti medijsko prostoru tako nikoli ne veš. Ne? Sekiram se ne, driskam pa še vse. Oj, David, si mogel tako zaključiti. Torej, Špela, David, najlepša hvala za obisk. Jaz mislim, da bi lahko klepetali in klepetali. Ampak imamo malo omejen čas. Ne toliko kot vidva, ampak vseeno. Hvala za obisk, upam, da se še kdaj vidimo. Na še veliko nasmejanih jutr in zadovoljnih gledalcev. In prizanesljivih naslovov. Se bomo potrudili. Hvala. Srečno. Hvala tudi vam, to je bil Šopcast, se vidimo naslednjič.